Prvačina je vas v Spodnji Vipavski dolini. Čisto običajna vas, bi lahko rekli. Seveda, če bi obstajale običajne vasi. Kajti vsaka je drugačna. Vsaka v sebi skriva nešteto vznemirljivih zgodb, če jim le znamo prisluhniti in jih znamo razumeti. Prvačina je v Sloveniji in v Evropi pridobila sloves prestolnice Aleksandrink. Zato, ker je iz te vasi v Aleksandrijo in Kairo med letoma 1850 in 1940 odšlo več kot 500 žensk. In zato, ker je spomin nanje v tej vasi še posebej živ in močan. Pisalo se je leto 1847, ko so v registrih avstro-ogrske, takrat avstrijske ambasade v Kairu zapisali, da je v to mesto prišla neka Ana Rupnik, doma iz Vipave. Pripotovala je kot služkinja. Za Ano se začenja velika zgodba o Aleksandrinkah, ki je v Egipt pred Prvo svetovno vojno in med obema vojnama odpeljala več kot 20 000 slovenskih žena in deklet. Ta zgodba je umeščena v 19. in 20. stoletje. Turbulenten in težak čas, ko so marsikje v Evropi ljudje iskali najrazličnejše poti in možnosti za to, da bi premagovali revščino, da bi torej vsaj nekoliko izboljšali svoj ekonomski in socialni položaj. Vsi vemo, da se je na tisoče in 10 000 Evropejcev v tem obdobju selilo v Južno in v Severno Ameriko. No, naše prednice so našle nekoliko drugačno pot. Pot, ki je seveda vodila preko Trsta. Ogromnega pristanišča, živahnega, multikulturnega, ekonomsko zelo razvitega mesta, ki je vasem v Spodnji Vipavski dolini relativno blizu in ki je bil cilj začasnega odhajanja na delo že 100 let, preden se je začela aleksandrinska zgodba. Ja, Aleksandrija je bila nekakšen New York ali pa Dubaj takratnega časa. Tja so odhajale bogate družine z vsega sveta in te družine so seveda potrebovale služkinje, sobarice, varuške, vzgojiteljice, dojilje, šivilje, kuharice. Ženske iz Spodnje Vipavske doline in iz drugih delov Primorske pa so potrebovale službo, dodatno delo, s katero bi rešile kmetijo, preživele družino, s katero bi doma kupili kakšen vinograd ali kravo ali karkoli drugega, kar bi v teh revnih, ranjenih krajih izboljšalo kvaliteto življenja. No, in tako se je zgodilo, da so začele ženske množično odhajati v Egipt in domov pošiljati denar, tako imenovane štrline, kar izhaja seveda iz izraza za pound sterling, torej za angleški funt, ki je bil v tistem obdobju v Egiptu običajna valuta. In ker se je izkazalo, da je delo dobro, ne pretežko in dobičkonosno, jih je odhajalo vedno več in več in več, dokler jih ni ob vrhuncih te migracije v Egiptu vsako leto odpotovalo tudi več kot 300. Njihove zgodbe so se nam usedle v srce, nam ostale v mislih in postale močan del našega kulturnega izročila. Od tod je nastala zamisel o oblikovanju Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink, ki ne ohranja samo predmetov, ki ne raziskuje samo okoliščin zgodovinskih, socialnih, odhoda naših Aleksandrink v Egipt, ampak se dejansko ukvarja prav s tem, torej z dediščino. Z vprašanjem ne samo, kaj so ženske prinesle materialnega iz tega oddaljenega sveta, ampak tudi, kako so nam razširile kulturni horizont, katera nova spoznanja so prinesla v naše kraje, nove jezike, novo razumevanje, novo sprejemanje drugačnosti, drugih religij, drugih kultur. Torej, kako se je zgodilo, da je ta ne čisto običajna, ampak zelo majhna vas postala središče svetovljanskega vrveža. To je hiša Aleksandrink. Ko so se ženske in dekleta vračale iz Kaira in iz Aleksandrije z vaporji, kot so jim rekle, oziroma parniki, znamenitimi parniki družbe Lloyd, ki so vozili med Egiptom in Trstom, so s seboj prinesle tako imenovane baule.
velike potovalne skrinje, v katere so spravile vse tisto, kar so si s trdim in napornim delom v Aleksandriji in v Kairu pridobile in kar je potem našlo tako ali drugače pot v te naše skromne primorske hišice. V baulih so bili rjuhe, obleke, posteljnina, posoda, prti, najrazličnejši spominki in druge dragocenosti. Ja, potem je prišla druga svetovna vojna, življenje se je po letu 1945 spremenilo, postali smo moderna, industrializirana družba, zgradili smo si nove hiše in ti bauli, te skrinje so počasi končali na naših podstrešjih. Naloga Društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink in Društva žena Prvačine je, da te baule znova odpre. Simbolično, tako da se pokažejo in razkrijejo zgodbe in tudi čisto fizično, dejansko, da torej pogledamo, kakšne dragocenosti se skrivajo v njih in te dragocenosti pokažemo na ogled drugim ljudem. Leta 2006 se je uresničila želja, da se najde majhen prostorček pod soncem, na katerem se lahko postavi stalna zbirka posvečena Aleksandrinkam. Ta hiša je postala dom Aleksandrink. Ne le njihovih fotografij, predmetov, spominov nanje, ne. Tu živijo prave pravcate Aleksandrinke. Jih gremo obiskat? Grem Šandarju, kad naša hasa se tako uska, nanka če splezeš na tir, ni videti več kot do ta druga hacovna. Tam dolpej se cesta široka ko morje, a če se ozreš čez morje, se ti zdi, kot da vidiš na konc sveta. Saj ne veš, kaj te čaka tam dole, mi pravijo. Ne vem, ne vem. Tudi Šandarja ne vaj, kaj ju čaka, ka mojemu aha stope dol z vaporja. Grem Šandarju, ki moja Mari, nahine prosit, ne pridem nazaj če dol. Da mi piše, samo tebe, nobenemu drugemu, da bom dala svojega otroka v roke. Prav sem rekla, samo da ne boš ti kot tvoje mati, ki je tebe pobožala samo za ta velike praznike. Obljubim, da ne, sem je prav pridušala. Samo jaz dobro vem, kako bo. Ona bo gledala za svojo lepoto, a za družino samo jaz bom pa mogla jemati srci za obih. A zato grem nazaj v Šandarju. Šandarju, po dolgim cajti sem si prav oddahnila. Gront je, hvala Bogu, rešen. Moj tata ima zdaj streho nad glavo. Brat je dobil tudi eno dobro delo na železnici. Hvala Bogu, zdaj na nucata več ne mojih štrlin, nankar mojih savs. Ker pride v port v Šandarju, bo zapiskal, bojo čakali, moj mož, punčka, bi jo držala za reko. Ta boc mi zdaj, pa da bo jokala, pero od sreče. Grem v Šandarju in to že utrajče. Vsaki bod do zdaj sem si rekla, nikoli več. In zmerno sem spravili nazaj če dol. Moj ta stari zapravi vsako štrlino. Za vino, tobak. Poleg mi reče tašča, a greš nazaj? Ali bojo tvoji otroci jokali od lakote? Na pomlad pridejo vsi trije moji fanti, če dol k meni.
Kaj moja gospa, o Boh ji da zdravlje, je rekla, kar če bet, samo da slišim tvoje petje, a no smih. Se mi ne bo lahka, ma jaz si bom vzela svoje življenje nazaj. Aleksanderju, ma si ne bila maj mislila, da me bo to nazaj tokalo. Ta prvi bod, ko sem šla, sem bila mlada punca, vsa polna življenja, a no smeha. Kakšne smo jih kuhali tam dole. Zdaj sem doma, s 3 otrocmi. Mojega moža je v vojski ubila granata, tam pri Kobaridi. Ja, moj sin pravi, da bo rad advokat. Hčere pa niso še za seržent. Ano, tako vidite, mi bo prišla prav vsaka štrlina. Grem v Lešandrju, da spravim ta mlade v kakšno dobro hišo. In da jih bom grdo gledala sklopi v džardini, tako, ko je gledala teta mene. Grem v Lešandrju nazaj, kaj jaz tolje ne morem več živeti. Tolje je sem smrad, anu blato, an hrde besede. Grem v Lešandrju na ohcet, so žene moj Lucijan. Cele noči sem štekala po nebu za njegovo ženi. Ne morem strpeti, da vidim, kakšna je. Grem v Aleksandriju. Se je šel moj mož v Ameriku, ma ne zasluže nič. Niti za vapor zapret domov. An davki je treba jeti. Grem v Lešandrju, ker za nobogo siroto to ni mesta pod soncem. Rajši bom služila pri gospodi za solda, kot da bi delala pri teti deklu za stonj. Grem v Lešandrju. Se vem, je daleč, ma se sem bila že trkaj bota v Gorici, a mesto je mesto, ne? Grem v Lešandrju. Prav nič se ne bojim. Tomaž, Tomaž, Marjančica, ti boš daleč rajžala. Tralala, tralala, ti boš daleč rajžala. Marjančka kruh odrezala, solze je obrisala. Tralala, tralala, solze je obrisala. Moja pranona je bila Aleksandrinka. Malce nenavadno, kaj ne, da s tako majhnim stavkom začenja tako veliko zgodbo. To je ona, Lojza Šulčeva, na balkonu stanovanja, v katerem je preživela dobri 2 desetletji. Fotografija je nastala v stavbi, ki jo še danes poznajo kot Cautarelli building. Nosi ime svojega lastnika, bogatega Grka, ki je v Aleksandriji izdeloval cigarete, pomemben mož. Ulica se je takrat imenovala Ave Belgique, belgijska ulica, danes pa ji pravijo Patrice Lumumba, po voditelju, ki je Kongu izbojeval neodvisnost izpod belgijske nadoblasti. Ampak palme so pa ostale, prav takšne kot na fotografiji, le malo višje in mogočnejše so. In na drugi strani ceste se raztezajo zeleni, razkošni aleksandrijski parki. Ta hiša je bila vedno polna ljudi. Družina je bila velika, sem pa so v prostih dnevih na obisk prihajale Slovenke, Aleksandrinke. 12-13 ljudi. Skozi. To je bila hiša kukar, da vse Slovenke so prišle sem. Posebno, ker sem imela 2-krat na teden dopust, rečemo popoldan, tiste, ki so delale, so prišle sem k nam. Ampole sem mogla iti v cirku ob 6 uri, ki je bila molitva.
Tukaj sem imela 18 let. 18 let. 18 let, ja. In smo jo vzeli tukaj, zakaj so rekli, da imam lepe oči. In tukaj jaz se poročim. Eko, se poročim. Sem prišla domov. Naša hasa se še zmeraj muska. Ma moje srce je pa široko od ljubezni. Bog vaj, kaj bo rekla mama, ko bo videla prsten. Sem prišla domov. Ma s sabo sem pripeljala 4 baule rube. Ma sem tako vesela, ker mi je rekla moja Mariž. Oh, je rekla, ko mama sipla meni, a mojemu otroku. Zdaj pa lahko živiš ko gospa. Sem prišla domov. Ma, ta pot pa je na ohcet od mojega brata. Ja, da bi vi videli, kako je lepe bjankari, sem prinesla tam dol cel baul za nevesto, ne? Sem prišla domov in tu s puncami, ki jih hahtam ta cajt, kaj sta gospa in gospod Parizi. In sem pripeljala tudi moje 3 fante, da jih pokažem noni, da jih bo videla, ko so zrasli, da bi vi slišali, kakšno vrickanje je bilo na vapori. Sem prišla domov. Pridi, mama, mi je pisal moj sin. Mama Hari hran za hlapca. Se bi prišla že prej, me je bila vojska, a v vapori niso vozili. Ano, tako sem prišla zdaj. Bomo že kako. Sem prišla domov. Zdaj pa se nas hnem več o to. Saj svoje držine nemam. Ma moji nečaki so me prišli čakat v port. A doma v hiši so napravili 20 hoti samo zame. Kembru, a mezat. Hmali bomo pistvali, smo povedali. O, da bi bila punčka, ker kaj krilca šolenkov imam naštimanih. Sem prišla domov, zato ker vsakem takoj cajta stori dobro pri srci videti nazaj dom svojega otroštva. A če bo jutri lepo vreme, se bom šla ofrišat v Japavu. Polje bom hodila bosa po šnežati. Bi jo nazaj rekli ljudje, mladi ono, ma kaj si je prav zmotila? Ma mene ne briga več, kaj pravijo ljudje. Tako, ko je bilo prav. A nazadnje ti ne pomagajo ne pašteni, ne velika hiša, ne židane srajce, ne zlata ura. Glavno je najti svoj mir. Sem prišla domov. Ma kako sem jaz srečna. Pred cerkvijo me je počakal moj Lucien, da sem ga spremila k oltarju. Sem imela solzne oči, a vse le šandrinke, ki so gledale v ohce, so jokale z mano. Sem prišla domov in tudi moža sem spravila na tisto barko, zdaj bomo spet pop. In v takvini imam nekaj štrlin,
In na banki imam tudi nekaj spravljenega. Zdaj tako bo dobro za nekaj let. In pole Bog vej, lahko bo treba iti nazaj. Sem prišla domov, prav pojdem prav vali nazaj. Moram dobiti tam par punc, da bojo šivale zame tam dol v mojem saloti. Prav pridnih, an žveltih, kah mene hude smo tam najbolj fina gospa. Danes si lahko stvorila poljubiti reku od vseh tistih, ki so gledali name kakor na noharje v ovcu. Prav nima potreba, zato ker hmelje ne bom več sama. Sem prišla domov. A sem pripeljala ter kaj lepih reči s sabo. Sem bila tako vesela, ko smo prišli v port v Trsti. A sem rekla, ni stari Lešandrinki, ki je bila z mano na vaporji. Videste, nunca, pa smo doma. A otrok mi je rekla, samo še v nebesa bom najdla svoj dom. Ne morem hjenet misliti na njo. A na vse tiste ženske, ki niso več doma, ne prijepavi, ne prnili. Manj dan bomo vsem pokazala, da nismo šle če dol s pohobnosti in za svoj komodita, ma zaradi mižerija in zlebijezni do svojih držin. In takrat bomo spet lahko rekli, Lešandrinka se prišla v nebesa. Lešandrinka se prišla domov. Storia finita. End of the end. In some days. Ja, tako smo vam obljubili, da v tej hiši živijo Aleksandrinke, ne? Ja, in še res je. Društvo žena prvačine se že tudi dobrih 10 let ukvarja s to dediščino Aleksandrink in nekako je normalno, ne, da ženske, ki živijo danes, se obračajo nazaj v bistvu k tej, bi rekla, plati zgodovine. Ja, normalno, ne, vse naše prednice, večina naših prednic je bila Aleksandrink in ko smo bile mi majhne, ko smo bile otroci, so bile vse te Aleksandrinke še žive in smo poslušali njihovo pripovedovanje, kako je bilo v Aleksandriji, njihove žalostne in vesele zgodbe, ki jih v bistvu zdaj obnavljamo. Niso samo zgodbe, so tudi obleke, ne, prekrasne obleke, torbice, klobučki, vse kar nabrali Ja, tega. društvo žena si prizadeva, da vse, kar je ostalo, sicer je ostalo zelo malo, poskušamo ohraniti in ne samo ohraniti, tudi narediti replike in v bistvu predstavljati takratno modo, način, kako so se te Aleksandrinke oblačile, kako so se obnašale, kaj so se naučile v Aleksandriji in tako naprej. Prej sem razmišljala, ne, punce smo se pogovarjali tudi, kje vse smo bile. Mislim, Ja. koliko pravzaprav že teh nastopov, gostovanj se je nabralo. Ogromno nastopov se je nabralo. Po celi Sloveniji, v Italiji, v zamejstvu, bile smo na Hrvaškem, bile smo v Avstriji, tako da smo kar zelo poznane. Velikokrat pa nastopamo tudi tukaj v muzeju, ko pridejo skupine iz cele Slovenije, pa tudi iz Italije. Ja, in ponavadi, ko pridejo ljudje, ko povemo pač te svoje zgodbe in tako, ponavadi vprašajo, če so resnične, ne? Če je bilo vse to res. Osnova za vse te zgodbe je resnična. Seveda so potem te zgodbe prirejene za potrebe nastopanja, ampak osnove so pa resnične stvari, ki smo jih slišali od naših prednic. Ja, smo rekli, da smo bili vse povsod in nam je strašno žal, da ne moramo na ta seznam krajev, kjer smo bile, dodati tudi Češke. Ja. Smo se res veselile tega potovanja in nam je težko, da so razmere pač take, da
bi bilo res v tem trenutku malo neprevidno in malo težko za nas, da bi se odpravili na tako dolgo pot, ampak se res od srca zahvaljujemo za vabilo, za to, da nas spremljate, da nas slišite, da vas zanimajo naše zgodbe in res upamo, da drugikrat se bomo videli tudi v živo. Ja, do takrat pa, glede na to, da je december, lepe praznike, miren Božič, lep, srečen začetek novega leta in en srčen pozdrav in objem iz Prvačine.